Ginko je lepo markantno drevo, ki pa je uporabno tudi kot zdravilna rastlina za preprečevanje pešanja spomina pri recimo Alzheimerjevi demenci. Je dobro raziskano, tako da so te učinki potrjeni z raznimi kliničnimi študijami, s placebom kontroliranimi. Tako da, ker raste tudi pri nas, marsikje na vrtovih, nas zamika, da bi si kar sami liste nabrali in si pripravili čaj. No, tukaj se pa stvar nekoliko strokovno zaplete. Namreč ti odmerki ginka, ki so bili ugotovljeni, da delujejo dejansko terapevtsko, so bili zmeraj študirani z izvlečkom ginka, suhim izvlečkom, rafiniranim izvlečkom, ki ga sicer lahko tudi prevedemo, na koliko bi čaja mogli popiti, ampak izkaže se, da bi mogli veliko čaja popiti, več 10 gramov te posušenih listov, to bi pomenili recimo kar 10 litrov čaja, ali pa več litrov čaja, vsaj bi to bilo. Druga težava pri ginku pa je, da vsebuje poleg mnogih želenih snovi, ginkolidov, bilobolidov, flavonoidov, tudi ginkolno kislino. Ta pa ni zaželena, je alergena, še posebej, ker ginko uporabljamo na daljši čas, nam lahko škoduje in v izvlečkih se ne nahaja, ker so pridobljeni na tak način, da pride samo koristne snovi, v čaju pa bi prišla tudi ginkolna kislina, ker je kar dobro vodotopna. Tako da vseeno je boljše se držati strokovne uporabe ginka.